Na tem območju pri blohovskem naselju bodo kmalu uredili urbane vrtove. Več o tem nam je povedal Ludvik Repolusk, predsednik krajevne skupnosti Pohorski Odred. Zelo smo veseli, da je na zadnji 13. seji občinski svet enotno potrdil idejno zasnovo za izgradnjo urbanih vrtov, ki bo za nami tukaj, in sicer v širini skupni 2900 kvadratnih metrov, na katerem bo za cirka 1400 kvadratnih metrov urejene površine za vrtove. V tem kompleksu je namenjenih vsega skupaj 56 vrtičkov, v skupni višini posameznega vrtička, to se pravi površini okoli 23 kvadratnih metrov. Poleg teh vrtičkov pa bo še zgrajeno 16 visokih gred. Tako da gre v danem primeru za eno urejeno površino z enakovrednimi površinami za vse uporabnike naših urbanih vrtov. Poleg tega pa moram povedati, da bo tudi komunalno urejena, da bo pitna voda pripeljana na samo to območje, javna razsvetljava in pa zbiralniki bodo nameščeni tudi za zbiranje odpadne vode. Na tem istem področju pa bodo tudi vrtne ute, ki bodo namenjene za shranjevanje orodja samih uporabnikov. Glede na to, da smo že nekaj let tako v krajevni skupnosti kot tudi na samih sejah občinskega sveta opozarjali po potrebi urejenega prostora za, bom rekel, naše krajanke in krajane, za izgradnjo, da bodo lahko samooskrbno sadili in pa urejevali svoje vrtičke, kar se pa letos končno izkazalo tudi zaradi potrebe, ker na dosedanji lokaciji, ki je nam vsem poznana, to je med osnovno šolo Pohorskega Odreda, na eni strani in na drugi strani zdravstvenega doma, smo bili priča prvič nenadzorovanemu, bom rekel, posegu v samo naravo, drugič nenadzorovano širjenje posameznikov, ki so se širili z površinami za obdelavo vrtnin, in na drugi strani sedaj smo že videli tam veliko glodavcev, to je tudi postal velik problem, in pa problem, da so nekateri že izkoriščali vse skupaj tudi za smetišče. Do kdaj pa morajo uporabniki odstraniti te vrtove? Po zadnjem obvestilu in pa sklepu, ki ga je sprejela občinska uprava, v kateri se tudi v tem trenutku zahvaljujemo za ves posluh, in tudi župana, da se bo uvrstil v načrt razvojnih programov ta komplet program identifikacije za izgradnjo urbanih vrtov do konca septembra letošnjega leta. Zatem, kar bo gore ostalo, bo seveda strojno odstranjeno. Tako da še enkrat pozivamo vse uporabnike tistih vrtov, da bodo dejansko odstranili svoje vrtnine in pa svoje premoženje do zadnjega, ali pa če rečeva, definirava do 30.9.2021. Tu bi še rad mogoče dodal, da je bila občinska uprava tudi uspešna, saj bo skupni znesek nekje na ključ znaša vse skupaj okoli 168 000 evrov, od tega pa je uspela pridobiti občinska uprava 80% sredstev regionalnega razvoja. Tako da z skupnimi močmi bomo prišli do enega, bom rekel, urejenega prostora za samooskrbo krajanov. Upam, da ne bo ta površina premajhna. Če mi dovolite, bi še želel opozoriti samo na to, da kljub uspešno pripravljenemu projektu urbanih vrtov smo opozorili tudi na zadnji seji občinskega sveta, da pa bo potrebno urediti same dohodne poti do zaključenega kompleksa urbanih vrtov, kar pa je tudi pripravljalec nekje upošteval in tudi zatrdil, da bodo naslednje obravnave to že uvrščeno v sam program. Sinočnji požar je skoraj v celoti uničil dom na Osankarici. Gasilci so k sreči rešili tukajšnji muzej. Prizorišče dogodka je danes obiskal tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Ja, zdaj to je v vsakem primeru seveda katastrofa. Najprej je sigurno katastrofa za najemnika tega doma, ki se je trudil domu živeti.
v bistvu pa tudi na nek način katastrofa za ta del Pohorja. Ne, vemo, da v tem delu je kar nekaj naravnih danosti, dom je v centru tega bil ves čas in zdaj seveda se tudi iz tega naslova pravzaprav te dejavnosti ustavljajo. Zdaj, kar zadeva občine, mi imamo, smo lastniki v tistem delu, kjer je tu muzej, ki je povezan z padcem pohorskega bataljona. Zdaj, kar se tiče tega dela, je treba najprej ugotoviti, torej, kolikšna je dejanska škoda, poskrbeti za to, da pač se torej ta škoda ne povečuje, gre za neko nujno zaščito, kar bo poskrbljeno v nadaljevanju, potem pa naprej seveda videti, kako to lokacijo ponovno oživiti. Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice letos praznuje 25. obletnico delovanja. Ob častitljivem jubileju smo se pogovarjali s Sašom Koprivnikom, ustanoviteljem in trenerjem kluba. Začetki so bili, bom rekel, zelo posebni, naporni. Začeli smo kot mažoretna sekcija, mala skupina, bili smo tudi en del navijaštva, bi lahko rekli. Začeli smo v šolskih dvoranah, v športnih centrih, v učilnicah, v kulturnih domovih povsod. Tudi finančno smo bili dejansko v samem začetku, ampak nekako smo vztrajali, dobili priložnosti in potem se vse skupaj razvilo in dejansko letos je že 25 let tega. V tem času ste dosegli kopico vrhunskih rezultatov, tako na domačem kot na mednarodnem prizorišču. Kateri dosežki so še vam posebej pri srcu oziroma na katere ste še posebej ponosni? V bistvu, mi smo dobrih 24 let nazaj šli na prvo državno prvenstvo. Takrat je bilo za nas nekaj novega. Po tem uspehu, ki je bil, se pravi prvo mesto, na prvem državnem prvenstvu smo nekako zrasli v apetitih, bi človek rekel. Poleg državnih prvenstv, mednarodna tekmovanja, evropska prvenstva, evropski pokali, najbolj bom pa rekel, da v zadnjih 3 letih od naslova evropskega prvaka, klubskega evropskega prvaka, pa do 2020, ko je bila Twirlmanija v Združenih državah Amerike, mislim, da ta dva rezultata sta tista, ki sta nas mogoče po vseh teh letih najbolj zaznamovala. Epidemija COVID-19 je zadala hud udarec športu, zagotovo tudi vašemu klubu. Kako se torej poznajo te razmere in kakšne bodo po vašem mnenju dolgoročne posledice? V bistvu je tako, jaz zelo kritičen do tega. Šport je bil morda malo preveč zapostavljen. Moram povedati, ker mi smo dejansko lansko leto, ko smo prišli iz Amerike, bili v tistem polnem štartu za novo sezono. Ugotovili smo, da je pač situacija drugačna, kot je, se pravi virus, pandemija, in potem se je vse skupaj dejansko končalo. Ampak zdaj, ko se nekako počasi vračamo nazaj, opažam, da so posledice teh lockdownov in teh ukrepov že precej vidne. Kaj pa bo še v prihodnje, pa mislim, da bo še kar zaskrbetno. Potrebno je še povedati, da tudi Twirling zveza Slovenije praznuje 25. obletnico delovanja. Sedaj je seveda težko govoriti, kako boste lahko obeležili ta častitljiv jubilej. Sigurno, da želja je bila, da bi za 25 let, še posebej tudi za zvezo, glede na to, da je krovna organizacija, bila ena velika prireditev, eno veliko državno tekmovanje, se pravi tudi z različnimi visokimi gosti. Na nek način en spektakel, ampak smo v situaciji, kjer ne vemo, če bomo sploh lahko imeli gledalce. Tako da in za klub in za zvezo dejansko delamo na tem, da bi poskušali teh 25 let kljub temu na nek način obeležiti. V kakšni meri bo pa to izvedeno, pa je težko govoriti. Nedavna pozeba je tudi na slovenjebistriškem območju povzročila veliko škode v sadovnjakih. Več o tem, kakšno je stanje, nam je povedal Srečko Rajh, terenski kmetijski svetovalec. Gre sigurno za eno, bi rekel, bolj tragičnih oziroma slabih situacij, kar se tiče sadjarstva. V tednu po veliki noči so bile 3 jutra, sreda, četrtek, petek,
ko je šla temperatura globoko v negativo, je bila tudi -5, -6 in seveda posledice tega se kažejo sedaj, sicer še ne tako očitno, ampak pestiči in ostalo, kar je dejansko zasnova za potem pridelek v nasadu jablan ali pa tudi drugih sadnih vrstah, so črni in to kaže na to, da bo izjemno malo pridelka v naših nasadih. Tudi ostale sadne vrste, ki še prej cvetijo kot jablana, so seveda toliko bolj bile prizadete. Pri jablanih, ki jih je recimo v našem okolju okoli 120 hektarov intenzivnih nasadov jablan, so od prve ocene, da je cvetni nastavek prizadet od 80 do 100%, odvisno od sorte, malo od lege in tako naprej, ampak dejansko je situacija zelo slaba. Zaradi te situacije vlada pripravlja tudi interventni zakon. Kaj pravzaprav lahko kmetje pričakujejo od tega zakona? Ja, pretekli petek je bil tu v Slovenski Bistrici tudi na obisku minister za kmetijstvo in je nekako obljubil, da bo, ker je to seveda ni samo lokalnega značaja, ta pozeba se je prizadelo dejansko celotno Slovenijo, pa tudi širše. In kar se tiče naše države, pač je minister obljubil, da bo premostitev teh težav, ki pač bodo nastale zaradi tega, ker pridelka po vsej verjetnosti bo zelo malo. Pravzaprav so te pozebe že vsakoletne. Kakšne bi bile po vašem mnenju dolgoročne rešitve? Ja, vsekakor je tu pri sadjarjih, ki bojo hoteli še naprej sadjariti profesionalno, od tega živeti, bo potrebno stopiti v investicije, ki pač omogočajo, da se bomo tudi protislansko zaščito izvedli v nasadih. To pomeni, da bi v prihodnje morali pač investirati v izgradnjo oroševalnih sistemov, s tem povezanih akumulacij, kar pa seveda ni enostavno, kajti take objekte treba umestiti v prostorih, to so hektarski ribniki, ki bi omogočali dovolj veliko količino vode, ker recimo za eno noč za zaščito z vodo, z pršenjem je potrebno tam od 300 do 500 kubikov vode. To pa je res velika količina in če to ni profesionalno urejeno, potem je to nemogoče izpeljati. Zdaj prvi objekt, bi rekel, v naši okolici na Češnjevcu, kmetija Lešnik, Pučnik in pa Podgrajšek, to so prvi hektarji, prvih 8-10 hektarov, kjer je protislanska zaščita letos tudi bila v funkciji in so rezultati spodbudni. Jaz pa pojdem in zasejem, da v polju piljo te.
zdi, da v sveti na dlani leži in brezskrbno verjameš ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici jih sploh ne poznaš, ko jim gledaš iskreno v oči, veš mari mi. Kdo še verjame, le kdo še verjame, tople besede obljube in kdaj pa kdaj dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel, ko vstane, še kdo verjame takšne stvari. Marsikomu se zdi, da denar se ljudi spremeni, a vem, najboljše stvari se brezplačno dobi. Pride čas, ko spoznaš, vse kar šteje je to, da imaš ti ob sebi nekoga, ki zna te ljubiti srca. Kdo še verjame, le kdo še verjame, tople besede obljube in kdaj pa kdaj dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel, ko vstane, še kdo verjame takšne stvari. Kdo še verjame, rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel, ko vstane, še kdo verjame takšne stvari. Še kdo verjame takšne stvari. Daleč z mano bil korak zbežal, kjer delček sebe bi lahko mi dal. Nekam tja, kjer dneva blizu ni, sredi zvezdnate noči. Daleč, daleč tja zbežala bi, kjer lahko se tebi dala bi. Nekam, kjer zanajo ni luči, le tišina govori. Na starem listju spala bi s teboj, tvoje gledala oči. Pogled uprla v nebo nad seboj, ko prav nežno se zgodi, v mesečini bi sedela, prosila čas bi, da ne mine mi, ramena tvoja bi objela, ko prav nežno se zgodi. Grem za časom, ki je že odšel, prehiter je, bolj hiter, kot bi smel. Grem za časom, ki res lep se zdi, pusti mi drobne, majhne nežnosti. Spet pride maj in pride spet pomlad,
ko boš sploh še rad. Vedno znova sanjam tvoj objem, še nekaj ti povem. Na starem listju spala bi s teboj, tvoje gledala oči, pogled uprla v nebo nad seboj. Ko prav nežno se zgodi, v mesečini bi sedela, prosila čas bi, da ne mine mi, ramena tvoja bi objela. Ko prav nežno se zgodi, ramena tvoja bi objela. Ko prav nežno se srečo a pride čas, da sme se pogreni, upanje zahit uskrije, le kdo ve, kaj je to življenje. Sreča ki vzdrži trpljenje, drug drugega oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Vsi ljudje vidimo le, ko da se več ne poznamo, radi imeli prav vse, kar je, a praznih nas to, kar imamo. Le kdo ve, kaj je to življenje. Sreča ki vzdrži trpljenje, drug drugega oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Morda že res ni dovoljeno, da najin ples skupaj sva eno. Imela sem te, da strahopetno zapustila, če zdaj boš odšel, ne bom nikoli več ljubila. Ne zapuščaj me, ne odidi še.
čudnega govori srce vsakič, ko te zagledam. Ustavi se mi čas, ko zaslišim glas in ko se mi nasmeješ. Je občutek, ki ne znam jen, so trenutki, so besede, le kaj čutiš ti. Prva ljubezen, tuo amore, prva ljubezen, naj spominja na ta december, ko sva se že zavedala, da sva zaljubljena oba. Prva ljubezen, da je to, kar nekaj čudnega govori srce vsakič, ko te zagledam. Ustavi se mi čas, ko zapoješ mi, srce se mi ukrade. Tam na hodniku se srečava, vsi trenutki, vse besede. Why do I feel that? Prva ljubezen, tuo amore, prva ljubezen, naj spominja na ta december, ko sva se že zavedala, da sva zaljubljena oba. Prva ljubezen mi daje to, kar sem. Prva ljubezen, tuo amore, prvo ljubezen si zaženila sva za december. Prva ljubezen mi daje to, kar prva ljubezen. Negotovi med cvetovi, krog za krogom ujeti v čas. Kože veza, vse viharje, si razigrana, vendar si sam. In glej, ura z uro isto se, dan za nočjo to več ne gre. Ura z uro isto se, dan za nočjo to več ne gre. Ko ne bo prekrilo najini san, prerojena bova spoznala. Ko ne bo imelo pravi vine, spivala in čas, da bi sijala. Spet vse bo isto, spet vse bo isto, kar je bilo. Le srce bo isto, ki ne bo več isto.
kar